Dobrodošli nazaj. Tokratno rubriko Moj otrok danes posvečamo jogijski pravljici. Spoznali bomo avtorico knjige, ki z igrivim pristopom otroke spodbuja k povezovanju s telesom prek jogijskega giba. Izvod knjige bomo podelili tudi med gledalce. No, poglejmo torej, kako so videti pravlične jogijske urice za otroke. No, dolžna pa sva, predno se prepustimo tem našim najmlajšim, še pojasnilo, kako pravzaprav lahko pridete do te knjige z naslovom Kačalinka Čalapinka. To je sila preprosto. Pošljite na mail na nagrade@planet-tv.si, da si knjigo želite in mogoče jo prav vam podeliva na koncu oddaje. Tako, zdaj pa gremo k našim gostjam. 4 dame imava v studiu. Drži. Anja Kralj Okorn, avtorica pravljice Kačalinka Čalapinka, Maja Podpečan, učiteljica joge za otroke, ki deluje pod imenom Mali Ganeša, in mladi učenki Vita in Zala. Dobrodošli. Dobro jutro. Smo tako dali, da se moramo kar mahati. Pomahamo. Ja, zelo lepo, ne? Kako fino je videti ta studio takole z vsemi živalmi, ki seveda nekaj počnejo. Kaj pa bomo izvedeli, ampak Anja, za začetek, odkot ste sploh dobili idejo za to knjigo, če jo lahko primemo v roke, da jo malo pokažemo. Zakaj joga za otroke? V bistvu izhaja čisto iz moje osebne izkušnje. Ker je bila Vita stara nekje 3 leta, sva se enkrat podali na urico pravlične joge in nama je bila izkušnja zelo zabavna, luštna, in pa sem se odločila, da malo bolj raziščem to področje. Videla sem, da v bistvu za izvajanje joge za otroke otroci rabijo neko zgodbo in se mi zdelo, mogoče pa vsak starš ni glih vešč tega, da bi se kar izmišljeval neke zgodbe otroku. In sem rekla, zakaj ne bi napisala ene knjige, ki vse to združuje in v bistvu staršem, vzgojiteljem in učiteljem pomaga jogo približati tudi najmlajšim. In to preko živali, ne? Kaj imajo otroci raje kot luštne prikupne živalice? Krokodil, zebra, žirafa. Kako ste izbirali te like? Imajo kakšen pomen, recimo, tudi v jogi? Ja, v bistvu sem izhajala iz, tako kot tudi joga za otroke izhaja iz joge za odrasle, tako da položaji za odrasle so prilagojeni otrokom, se pa nekako jih prikazuje preko nekih živali, zato da je to otrokom bližje. Te živalice so izbrane tako: kača, vemo, da sika, in s tem, ko v bistvu otroci posnemajo kačino sikanje, se njihovi izdihi avtomatsko podaljšujejo, kar pomeni, da so tudi vdihi bolj polni. A nam lahko Vita in Zala pokažete, kako ta kača sika? Pa vi potem poveste, kaj dejansko pač otroci se naučijo preko teh jogijskih položajev. Kačico zaležemo na tla. Kot da bi bile prave kače tukaj. Ampak, ne, vedno so tukaj starši in otroci, Maja. Tudi to povezuje, ne, starše in otroke. Tako, res je. Ja, joga je v bistvu dobro orodje, da povežemo starše in otroke skupaj. Zdaj doma preko pravljice, kjer si otroci in starši najdejo nek miren prostor, priporočala bi mogoče brez motečih dejavnikov, in pravljica jih prav lepo poveže. In potem vsi te položaji, ki jih lahko počnejo skupaj. Če pa pridejo na kakšno urico joge, jih pa jaz vedno povežem tudi tako, da se pogledajo v oči, da si dajo kakšen nasmeh, objem, da se vsi položaji v bistvu povezujejo tako, da se tudi malo dotaknejo in povežejo na tak način. Preden vidimo še druge položaje, smo še dolžni gledalce povedati, kaj smo prej videli, ko je kača sikala. Ja. Videli smo, da so otroci, pa Maja, so upočasnili svoje dihanje, kar v bistvu dobro vpliva na njihov živčni sistem. Zdaj tako, če grem en korak nazaj, pri jogi za otroke se otroci veliko gibajo, ker jim tega itak manjka. Danes vemo, da se otroci premalo gibajo in tudi to svojo odvečno energijo morajo nekje sprostiti, če od njih želimo, da se tudi umirijo, da se lažje zberejo, da tudi zvečer lažje zaspijo, nazadnje. In ja, po drugi strani, po eni strani je otroška joga zelo igriva, zelo razgibana, tudi glasna, ni tako mirna, kot si predstavljamo. Po drugi strani jih pa na ta način prek dihanja, preko igre spet, prek posnemanja kačinega sikanja, umirimo in se lažje zberejo, lažje sledijo naprej zgodbi. Tako da ja.
In tudi položaji so tisti pravi iz joge, ne? Ali so kaj prilagojeni. Videli smo, da so se punce ulegle na trebuh, se dvignile in začele sikati. Ja, to se pravi, položaji v otroški jogi so prilagojeni. To se pravi, jaz sem tukaj tudi izbirala, prej ste me vprašali o živalih. Izbirala sem take živali, ki so zato, da sem prikazala oziroma nekako otroke pa starše zvabila v jogijske položaje, ki so enostavni, zato da lahko mojo kačalinko uporabljajo tudi res mlajši otroci in tudi kakšne, ne vem, babice, ljudje brez jogijskega predznanja. In tudi te položaje v zgodbi si sledijo v nekem logičnem zaporedju, kot joga narekuje, zato da gremo od asan, ki so na tleh, počasi v nekako polstoječe, v stoječe in potem se vrnemo prek predklona nazaj na tla. Tako da je to kar premišljeno, čeprav je tako mogoče ni na prvi pogled opazno. Vita, kateri je tvoj najljubši jogijski položaj? Mi ga pokažeš? Igor, a boš poskusil? Težko, ne? Ja, težko. Kaj je to? Kača. Tudi kača? Aha, super. Zala, kakšen je pa tvoj najljubši jogijski položaj? Kateri ti je všeč? Žirafa. Žirafa. Aha. In v bistvu, Maja, s tem, ko takole dvignemo roke, ne? To je tudi, če poznamo vse osnove vaje, je tako, da podaljšamo hrbtenico, ne? In se na tak način učimo, kaj v bistvu otrok z vsemi temi jogijskimi položaji doseže. Da se umiri, lažje zaspi potem zvečer. Kaj še? Ja, zdaj, če želimo, da lažje zaspi, je treba izbrati mogoče malo drugačne položaje. Ne? V tem položaju, ko je Zala ostala, želimo mogoče malo bolj dvigniti energijo, tako kot ste rekli, podaljšati tudi hrbtenico. Za zaspati bi pa kakšne položaje, kjer se bolj umirijo. Definitivno najprej bomo pri otroku opazili, da se izboljša moč, gibljivost in potem tudi koncentracija. Kasneje pa potem tudi mirnost in sproščenost. Vendar pa to zahteva nek čas. Ne? Vsi si želimo nekih hitrih rešitev, ker so otroci danes živahni, pa bi radi enkrat naredili jogo, pa bi bili potem otroci kar sproščeni, ampak to vse ne gre tako. Tako da je priporočljivo vse neka redna vadba, redno izvajanje, potrpežljivost, čas, predvsem pa to na neki igriv in sproščen način, da to ni neka prisila, to moraš početi, da otrok v bistvu gradi ljubezen do tega. Dajte nam pokazati, kako to izgleda. Kako to izgleda? Kaj naredimo? Recimo ene take jutranje vaje, ki jih lahko z otroki delamo skupaj. Kaj pa naredimo? Kaj pokažemo? Mogoče pozdrav soncu. Pozdrav soncu lahko pokažemo. Dajmo, da se ogrejemo. Takole, za zjutraj je to ena taka super vaja. Najprej dvignemo roke in pomahamo sončku. Kje je sonce, ga pogledamo gor. In ker je sonce nagajivo, nas rado požgečka po prstih na nogah. Tiki, 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 tiki. In potem stopimo z eno nogo daleč nazaj. Se spremenimo ene take močne zmaje. Ne? In potem odložimo roki na tla, stavimo obe nogi nazaj. In smo krokodili. Pa gremo počasi na tla, se malo skrijemo. 1, 2, 3 in že nas več ni. Potem počasi se dvignemo gor kot kače. Spet pogledamo v sonce, se mu nasmejemo in se spremenimo v kužke. In kužek, kadar je vesel, pomaha z repkom, mi pa pomigamo z rito sem in tja. Pa spet stopimo z eno nogo naprej, se spremenimo v zmaje. Stopimo skupaj. Zdaj pa sonce prijazno in nas poboža po nogah, nas poboža po ličkih in spet pomahamo. Pa se mu takole zahvalimo. Hvala, sonce. Wow, krasno. Super. Jaz sem včeraj tudi spremljala to vašo pesmico, ne? Kačalinka, čalapinka, svojo 2-letnico doma in moram povedati, da je kar sledila, ampak me zanima. Zdaj, ali mogoče punčke hitreje sledijo tem jogijskim položajem kot fantki? Kakšne so izkušnje? Ker fantje so vendarle, ne, imajo več energije, so bolj divji, mogoče rabijo več akcije, čeprav, Anja, kot ste rekli, vendarle se tukaj otroci tudi zdivjajo na vaših uricah. Ja, mogoče je za fante vsem treba malo bolj premišljeno delati, pa izbrati bolj dinamične položaje. Položaje, ki zahtevajo mogoče malo več moči, malo več akcije, pri puncah smo lahko malo bolj umirjeni. Ampak moram reči, da glasba je ena izmed super metod, s katere pa pritegnemo vse otroke. Tako fante, kot punce. In zelo radi v bistvu prisluhnejo pesmi in potem tudi izvajajo te položaje zraven. Tako da to vedno, bom rekla, jih povabi na nek tak prijazen način. Kdaj pa je tisti ta prav čas, recimo, ko začnemo otroke uvajati? Lahko sploh govorimo o pravem času? Jaz mislim, da ne moramo govoriti o pravem času. Vedno je primeren čas. Lahko že dojenčka postavljamo v neke preproste položaje, ga zraven nežno masiramo
In potem, kasneje, če pogledamo, otroci sami se postavljajo v te položaje. Ne? Tukaj smo mi naredili kačo, pač ko otročka majhnega postaviš na blazino, se on sam gor dvigne, rečemo, da pa se kravce, a ne? Tako da v bistvu vidimo, da so te položaji zelo naravni. Da bi jih pa mi spodbujali, se mi pa zdi, mi dve Zalo sva recimo začeli pri njenem 1,5 leta preproste položaje delati, kot so kuža, metuljček, kača in potem kasneje, ne, glede na zahtevnost prilagodiš, ker so otroci starejši. Zelo lepo, ampak jogo izvajamo zjutraj ali zvečer? Zjutraj vemo, ne, hitimo v službe, v vrtce, šole. Kdaj je torej primeren čas za to? V bistvu je tako, no, kadar najdemo primeren trenutek, da začutimo, najboljše je v bistvu tukaj res poslušati otroka, ne, da sam pokaže, da sam izrazi tisto željo, da ga zanima zadeva. Kar se tiče moje kačalinke, veliko staršev mi reče, da to izvajajo popoldne ali pa zvečer, ne, zato ker imajo tudi mogoče to željo, da bi to otroke malo umirili, da bi tudi lažje zaspali, kar se mi zdi dobra ideja, ker ne nazadnje že samo to branje, povezovanje z otrokom je zelo koristno. Ne. Zraven v knjigi so tudi določene iztočnice za pogovor o čustvih, naprimer. Tako da ja, v bistvu ni nekega pravila. No, vašo pravljico pa ste, če lahko temu tako rečemo, tudi uglasbili in pripravili eno tako koreografijo, tako da dajte se kar pripraviti. Vmes mi pa povejte, so znotraj te koreografije, bomo videli tudi elemente joge, se da to vplesti noter? Ja. Najbolj zabaven element joge za otroke, ki ga bomo videli, je peka jogijskih palačink, tako da to sledi na koncu. Drugače pa ja, nekako za to pesem sem se povezala s pevko Sašo Vipotnik iz slovenske zasedbe Aka Neomi in skupaj smo pripravili pesem, ki je v bistvu nadgradila samo pravljico. Zdi se mi, da otroke res integrira, no, tako da jim je res blizu, da pojejo, plešejo, tudi vidim, da v vrtcih zelo veliko to uporabljajo. Ja, elementi joge nekako je bil namen, no, da se vključi te elemente joge, prav zato, da tisti, ki jim sploh ni blizu joga za otroke, ne rabijo niti študirati, ker tukaj zraven je tudi nek priročnik na koncu, ne? Ampak recimo za tiste, ki pa jim res ni to na prvo žogo blizu, pa lahko res prek pesmi čisto enostavno sledijo in se zabavajo in v bistvu niti ne vejo, no, mogoče, da izvajajo že neke elemente joge. Pa poglejmo torej, kako to izgleda. Izvolite. Dajmo videti. Kačalinka, čalapinka, peče palačinke. Kje je moja čalapinka, palačinka? Kačalinka si vsako jutro rekla je: danes je praznik, danes bom pekla. Kje imam posodo? Tukaj jo imam. Kje imam očala? Se poravnam. Vzamem recept, bla bla bim, bla bla bam. 2 jajci, posodo dodam. Pok, pok, plav. Pok, pok, plav. Kačalinka, čalapinka, peče palačinke. Kje je moja čalapinka, palačinka? Malo še pomešam, kaj pa zdaj naj še dodam? Še malo mleka. Šluk, 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 šluk. Mešam in premešam, kaj pa še imam? Tole bo prav slastno, lahko že kar končam. Še ščepec soli in še moko. Potresam, potresam. Šopam, no saj še znam. Kačalinka, čalapinka, peče palačinke. Kje je moja
čalapinka, palačinka. Mešala je maso v eno in v drugo stran. V ponev ta je stekla in se na obeh stranih popekla. Takrat je zadišala, ko jo kačalinka na debelo je mazala, palačinka pa se je na ves glas smejala. Kačalinka palačinko skrbno je zavila, si še slinček nataknila in zopila dober tek. Malo je popihala in z vso slastjo zmazala, potem pa sama sebi prijazno rekla hvala. Kačalinka, čalapinka, peče palačinke. Kje je moja čalapinka, palačinka? Kačalinka, čalapinka, peče palačinke. Kje je moja čalapinka, palačinka? Hvala lepa za te Krasno. slastne palačinke. Nama se že cedijo sline. Ja, ja. In hvala za ta krasen prikaz, ga bomo prakticirali doma. Pa srečno. Hvala vam za vabilo.